In zdaj k društvu namesto Pike Vejica, ki združuje starše, sorodnike in prijatelje otrok z najrazličnejšimi težavami v razvoju, predvsem pri gibanju. V studiu pozdravljam Marjana Škaliča, predsednika društva, in Jožico Potrč, fizioterapevtko. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Namesto Pike Vejica je torej društvo, ki pomaga posebnim otrokom. Je pomoč strani države nezadostna, da se potem take morate starši združiti, da lahko v bistvu koristite oziroma bolje pomagate svojemu otroku? Ja, lahko bi rekli, ampak mogoče je boljši odgovor, da ni enakomerno nudena pomoč po vsej Sloveniji. So svetle lise po Sloveniji, kjer otroci ne dobijo enakih storitev preko javnega zdravstva kot nekje druge. Tipičen primer je regija Pomurje, kjer naši otroci oziroma otroci s posebnimi potrebami le redko pridejo do ustreznih terapij, vsekakor manjkrat kot druge. In potem takim je bil to glavni razlog za ustanovitev tega društva namesto Pike Vejica? Ja, to je bil en od razlogov. Dejansko smo se starši samoorganizirali z namenom pomagati našim otrokom. Pomagati otrokom pri terapijah, da so deležni pogostejših terapij, mogoče tudi drugačnih terapij, kot jih lahko dobimo v javnem zdravstvu. In en od razlogov je pa bil tudi pomoč oziroma solidarnost otrokom iz socialno šibkih družin. Za kakšne otroke oziroma za otroke s kakšnimi potrebami pa gre? Ja, v glavnem so to otroci v največjem številu otroci s cerebralno paralizo oziroma razne težave v gibanju nasploh. To so otroci od nič pa tja do 30-32 let starosti, prihajajo še vedno k meni. Ti otroci imajo različne diagnoze, osnova je res težava v gibanju in to je tisti pač glavni problem. Ne? Načelno mnenje v Sloveniji je, da sicer vemo, takšni otroci obstajajo, ampak si mislim, da se pa tega je zelo malo. Ne? Pa verjetno ni res. Ja, ni jih tako malo. Ne? O tem se vedno več sliši, vedno več vemo, da teh otrok ni malo in da jih je veliko in da imajo veliko težav. Lahko govorimo o kakšnem številu, kakšnem povprečju? Zdaj ne vem, kakšni so čisto novi podatki, ampak 2 do 4 promile je najbrž to število otrok s cerebralno paralizo. Torej 2 do 4 na 1000 Ja, otrok. mislim, da je ta podatek bi kar držal. Razlogi, je to vedno več tega, je vedno manj? Zdaj vedno bolj se ve, da je oskrba po porodih vedno boljša. Vedno več otrok preživi tudi z nizko porodno težo. In najbrž se s tem tudi veča število otrok, ki pa posledično vseeno imajo težave. Koliko otrok pa združuje to društvo namesto Pike Vejica? Torej, naše društvo pomaga približno 50 otrokom. To so otroci, ki različnih starosti, kot je že Jožica povedala, od nič do 32 let. Otroci potrebni tedenskih terapij, vadbe, številka se giblje okrog 50. Vi ste znani tudi potem, da uvajate v to rehabilitacijo nove metode. Ja, to je bil tudi razlog, da sem postala zasebnik in zdaj sem že menda to 10 let. Zato, ker je prednost tega, če si zasebnik, lahko uvedeš tudi kako novo metodo. To metodo sem spoznala na enem kongresu na Nizozemskem in hitro mi je postalo jasno, da je to. In potem po izobraževanju v Ameriki in po prvih intenzivnih terapijah se je videlo, da stvar funkcionira. Koliko hitrejši je napredek s temi novejšimi, modernejšimi metodami? Napredek je bistveno hitrejši. Če si delal prej enkrat na teden, pa delaš zdaj 3 tedne, vsak dan 2 do 3 ure, je že to dejstvo, da je napredek toliko večji, pa še način dela je drugačen. Temelji na enih čisto novih spoznanjih o tem, na kak način se mišica odzove na tak trening. Tudi spastična mišica, tudi mišica, ki je drugače funkcionira zaradi poškodbe centralnega želčnega sistema. In to so znanja, ki jih je treba porabiti in res funkcionirajo v praksi. Znanje sicer vas ne stane, stanejo pa pripomočki, ki pa tudi verjetno niso poceni. Zato namesto društva vaše išče pomoč, sami donirate, pomagate drugim, še na kakšne načine? Torej, naše društvo se aktivno ukvarja z zbiranjem donacij, prispevkov
in vsa zbrana sredstva, ki jih društvo dobi na račun, v celoti, poudarjam v celoti, nameni otrokom. Ali plačamo terapije, ali so to tedenske terapije ali pa intenzivne terapije, ki jih sofinanciramo. Pomagamo tudi pri nakupih različnih pripomočkov, ki jih otroci rabijo oziroma starši. Ti pripomočki so neverjetno kar dragi, ne? Verjetno zaradi nizkih serij. In starši se tega ne morejo omogočiti. Nekateri starši komaj... Ja, pa še to je, ne? Starši teh otrok so ranljiva skupina. Ja, ti starši so pogosto odsotni v službi, ker morajo iti z otrokom na terapijo, morajo iti na zdravljenje. In v današnjih kriznih časih delodajalci takih delavcev najraje so verjetno kar na prvi na seznamu. Tako izpisala se bo na vaših ekranih tudi številka transakcijskega računa, kamor lahko pomagate, torej nekaj donirate, da bodo tudi ti otroci lahko na mesto pike naredili vejico. Pripravljate pa za marec tudi en koncert, kjer boste ponovno zbirali za vseh teh 50 otrok. Tu ni izpostavljena, ne, samo ena družina, samo en otrok, ampak več. Zaradi tega ste morda tudi na malo slabšem, ne? Ja. Oziroma niste tako v prednosti, ne? Tako. Naše društvo vedno, ko se odloči za zbiranje sredstev, vedno ima v mislih 50 otrok. Vedno ima v mislih 50 družin. In to je tudi razlog, da smo se odločili, da bomo v letošnjem letu, točneje 17. marca, v dvorani Tabor organizirali velik dobrodelni humanitarni koncert in celoten izkupiček bo namenjen ravno tem našim otrokom, tem posebnim otrokom pri pomoči, pri terapijah in pri nakupu pripomočkov. Tako je. Najlepša hvala obima za obisk v studio, pogovor, veliko veselja do tega dela še naprej želim. Najlepša hvala. Najlepša hvala.